Spoštovani vsi zbrani, dame in gospodje, v imenu občine Slovenske Konjice vas najprej prisrčno pozdravljam na današnji novinarski konferenci, s katero pričenjamo mavrično serijo dogodkov, ki se bodo zvrstili pod sedaj že prepoznavno blagovno znamko Konjiški dnevi, tokrat številko 2014. Od danes pa vse do 30. junija se bo na različnih lokacijah naše občine zvrstilo okoli 60 dogodkov, ki bodo na ogled postavili vse tisto, kar Konjičani počnemo skozi vse leto, za kar si prizadevamo in za kar pravzaprav živimo. Pestra paleta kulturnih, izobraževalnih, športnih in drugih dogodkov nam bo Konjičanom ponudila izjemno široke možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa ter druženja. Obenem pa bo seveda obiskovalcem v našem kraju pričaralo utrip kraja, kakršnega soustvarjamo. Popeljali in sprehodili se bomo tudi po nekaj kilometrih novih cestnih odsekov in pločnikov. S ponosom bomo sprejeli komisijo Entente Floral Europe, ki bo v našem mestu po 16 letih ponovno nastavljala ogledalo urejenosti in Konjiške dneve že tradicionalno zaključili svečano sejo občinskega sveta s podelitvijo občinskih grbov in nagrad občine. Ampak danes smo šele na začetku, zato je prav, da na začetku tudi začnemo. Najprej se bomo skozi projekte v mandatu 2010-2014 sprehodili skupaj z županom, gospodom Miranom Gorinškom, in skupaj prelistali čisto svež bilten. Skozi Konjiške dni ter pretekle in prihodnje projekte pa nas bodo popeljali direktorji javnih zavodov in podjetij, magistrica Renata Klančnik, direktorica javnega zavoda Splošna knjižnica, magister Franc Dober, direktor javnega komunalnega podjetja, Tomaž Richteršič, direktor stanovanjskega podjetja Slovenske Konjice in Matej Šretl, direktor Zavoda za šport. Z nami pa bo tudi sekretarka območnega združenja Rdečega križa Slovenske Konjice, gospa Renata Gabrovec, ki bo spregovorila nekaj besed o pomoči naše občine pri zadetim poplavah, ki so prizadele Srbijo, Bosno in Hercegovino ter Hrvaško. Lep pozdrav, takole na začetku še enkrat vsem skupaj, besedo pa seveda najprej predajam županu, gospodu Miranu Gorinšku. Hvala lepa, toplo pozdravljeni na sedaj že zares tradicionalnem pričetku tako imenovanih konjiških dni. In kot je bilo že uvodoma povedano, en kratek sprehod smo pripravili. Mimogrede, računam, da bomo v kratkem času pripeljali tale čisto formalni del do konca in potem vas vabim na en sprehod po soncem obsjanem Starem trgu do Konjičanke. Tam je pa potem predviden tudi, da še kakšna besedica rečemo v neformalnem pogovoru. Ja, res je, uvodoma je bilo omenjeno, tale bilten je nekako, ker je pač tokrat zajema 4 leta, od 2010 do 2014, je kar nekam debel ratal in še povsem svež je, tako da jaz sem ga danes zjutraj uspel videti. In mogoče čisto kratki poudarki, ker so podrobnosti resnično navedene noter, tudi nekaj okrog načrtov, ki nas čakajo, oziroma ki čakajo to lokalno skupnost v prihodnem obdobju. Prav gotovo je potrebno omeniti to, da je bil to čas, obdobje zadnjih 4 let, pa še mogoče, če pogledamo še tisti 4 leta pred tem, se pravi obdobje zadnjih 8 let, je bilo nekako naklonjeno temu, da če si se znal potruditi, če so službe pravilno delale, potem smo mi prišli do številke dobrih 31 milijonov evrov je bilo pripeljano v zadnjih 8 letih, oziroma v zadnjih 4 pa skoraj 20, 19,7 milijonov pripeljano investicijske denarje v te kraje. Seveda se to potem rezultira na nekaj pomembnih pridobitvah v zadnjem času, med katerimi smo že velikokrat omenili centralno čistilno napravo, potem ne smemo pozabiti vso dogajanje na Starem trgu in pa to, kar se je zdaj v teh dneh investicija približuje koncu oziroma bo kmalu v tehničnem smislu tudi pregledano, to je dvorec Trebnik. To so nekakšne večje zadeve, ki so dosti vidne in tudi prepoznavne. Seveda je pa manj vidno to, kar je v zemlji, in to jaz še vedno zelo rad poudarim, da je ta lokalna skupnost v zadnjih nekaj letih pridobila
na področju povezav, se pravi internetnih povezav, takšne možnosti, kot jih ima redko katero okolje tudi v tako imenovani razviti Evropi, s katero se radi primerjamo, ko omenjamo investicijo v gradnjo širokopasovnega omrežja, odprtega, to pomeni investicijo, ki je šla skupaj z zasebnim partnerjem, to je podjetjem GVO, in pa seveda sredstvi, ki smo jih pridobili na razpisu, kjer govorimo o dobrih 4,7 milijonov evrov vredni investiciji. In če k temu dodamo še to, kar je podjetje Gratel za te dva gradilo pred nekaj let in v letošnjem letu že prihajajo v funkcijo, potem vidimo, da je zelo redka hiša oziroma gospodinjstvo v občini, ki v tem trenutku nima možnosti priključka na optiko. To pa so standardi, ki pomenijo povsem nekaj drugega, kot smo se recimo pogovarjali še pred 10 leti v teh krajih. In pa med temi investicijami bi rad poudaril posebej, da smo na področju javne razsvetljave dosegli pomembne premike in da smo danes v fazi, ko se k nam hodijo učiti iz drugih lokalnih skupnosti, iz drugih okolij in celo iz tujine. Mogoče povsem na kratko še, ker, ko sem dejal, podrobnosti so navedene v tem biltenu in smo potem bolj na voljo za vprašanja, ker težko je govoriti o stvarih, ki jih poznaš, bolje je, da nekdo, ki mu ni povsem jasno, kaj bi mu rad povedal, da pač potem seveda vpraša. Jaz sem iz tega skoraj 60, jaz sem jih naštel 59 dogodkov, upam, da se nisem zmotil, ampak kar pisana paleta različnih dogodkov, za vsakogar nekaj, je pred nami v naslednjih dneh, vse do 30. junija, in med njimi bom izpostavil samo nekaj in hkrati tudi vabilo na te dogodke, kar se tiče investicij. V ostalem programu bodo kolegica in kolegi tudi podrobneje spregovorili. Torej že jutri odprtje širokopasovnega omrežja v Ločah, to je ta projekt, ki sem ga omenil, skupaj z zasebnim partnerjem GVO. In potem v naslednjem tednu nas pa čaka kar nekaj popoldanskih odprtij. V ponedeljek ob 17. uri odprtje ceste Perovec-Zafošt. V torek dopoldan je potrebno omeniti še eno pomemben dogodek, da mladim damo nekaj spodbude, tudi priznanja. Ob 10. v tej stavbi v Domu kulture prireditev Najmladi in pa popoldan zopet ob 17. uri odprtje cest Perovec-Brezje in pa en krajši odsek na Kolačnem. Nato v sredo ob 17. uri težko pričakovana pridobitev izgradnja pločnika od krožišča pri Finku v smeri Pristave oziroma Polen in pa vabilo v petek 20. na druženje z gozdarji po parkih, to je v dopoldanskem času, in pa zasaditev kulturnega drevesa v okviru tedna ljubiteljske kulture. Tokrat v petek tudi popoldan oziroma zvečer nekoliko drugačna letka, kot smo bili vajeni, dogajanje v Starem trgu. O podrobnosti bodo tudi drugi spregovorili, ampak ko takole pogledam, je dogajanje bolj namenjeno nam, tej starostni skupini populacije, kot pa tistim osnovnošolcem ali pa srednješolcem, ki so običajno na ta način praznovali tukaj na Mestnem trgu in resnično na svoj način praznovali zaključek šolskega leta. Jaz predvidevam, da bo dogajanje dosti bolj mirno ali pa dosti bolj na kulturnem nivoju. In pa v nedeljo 22.6. se mi zdi takšen pomemben dogodek, ki ga je potrebno izpostaviti, Žička kartuzija in pa srečanje zeliščarjev iz vse Slovenije. V ponedeljek pa potem 23.6. mislim, da ob 11. Ob 11. uri dan podjetnikov, tokrat bo druženje v podjetju Baumiller Dravinja na Delavski cesti.
Potem pa zopet še eno odprtje ceste, to je na grad Pogled, iz Mlač na grad Pogled in mimogrede, to je na loškem koncu najstarejši asfalt, ki pa je zdaj ponovno, oziroma v novi podobi zgrajena ta cesta, se pravi 40 let je okrog in takrat pride, se ta cikel zavrti. In pa to povabilo na 29.6. nedelja, celodnevno dogajanje, skupaj z komisijo ali pa žirijo, kakor se imenujejo, Entente Floral Europe, ki se bo začel že dopoldan, popoldan ob 14.30 pa tule eno takšno druženje občank in občanov različnih društev, kot bi rekli temu sprejem komisije, da vidijo, kako dihamo v Konjicah in v okolici oziroma Konjiški občini. Seveda pa potem 30.6., kot je že bilo povedano, svečana seja občinskega sveta v dvorani Doma kulture skupaj s podelitvijo priznanj. In to je pravzaprav za uvod v Konjiške dni z moje strani dovolj, ostalo pa bo potem po vrstnem redu nas Tjaša usmerila, kako, v katero smer gremo. Tako je, hvala županu za ta uvod, mi pa nadaljujemo sedaj z kulturnim in prireditvenim utripom in besedo predajam ministrici Renati Klančnik, direktorici Javnega zavoda za splošno knjižnico. Veseli nas, da Konjiški dnevi pričenjajo, da se pričenjajo v naši hiši, ki je v teh dneh dobila skoraj že dokončno podobo po izvedeni energetski sanaciji, s čimer smo dobili ne le samo lepšo podobo doma, ampak predvsem energetsko učinkovito stavbo. Kot je že gospod župan omenil, kar 59 dogodkov oziroma prireditev v času Konjiških dni se bo zgodilo in to kaže, da bo v tem času v naši občini zelo živahen utrip na vseh področjih. Konjiške dni bo namreč soustvarjalo kar 36 različnih inštitucij, od društev, šol, vrtcev, krajevnih skupnostih in drugih. Kot je bilo že tudi omenjeno, tradicionalno bomo v Domu kulture organizirali prireditev Naj mladi in kot že samo ime dogodka pove, bomo gostili mlade, ki s svojimi dosežki, prizadevnostjo, trudom in požrtvovalnostjo skozi celotno leto, šolsko leto, z zlatimi črkami zapišejo tako zgodovino svoje šole ali športnega društva, kot tudi naše občine. Da se z našimi zanamci zelo uspešno dela, pove število najmladih, teh je tudi tokrat skoraj 300. V času Konjiških dni pričenjamo s poletnimi glasbenimi večeri v Žički kartuziji, ki bodo letos zelo različno obarvani. Prvi večer bo v zvokih narodno-zabavne glasbe svetovno znanega ansambla Alpski kvintet. Ta večer se bo zgodil 27. junija. 12. julija bo za obzidji kartuzije odmeval dalmatinski melos s klapo Kambi, 2. avgusta nam bo Anika Horvat z Big Bandom iz Nove Gorice pričarala večer slovenske popevke, za konec pa še naša lokalna pevka, torej domačinka Maja Založnik s skupino Papas. Kar hitro se bo približal 29. junij, ko torej gostimo komisijo Entente Floral in kot je bilo že povedano, v popoldanskem času se bo na Mestnem trgu bo sprejem komisije, predstavila pa se bodo tudi turistična in kulturna društva ter organizacije, ki ustvarjajo kulturno-turistični utrip na Konjiškem. Naj se še majčkeno obrnem na 850-letnico Žičke kartuzije, ki jo bomo sicer praznovali v naslednjem letu, ampak s pripravami na to veliko obletnico smo se pričeli že v letošnjem letu pripravljati. Načrtujemo izvedbo mednarodne konference na temo življenja kartuzijanov in pomena Žičke kartuzije, izdajo zbornika s prispevki z mednarodne konference, ki je potekala v Kartuziji leta 2010, odprtje ene izmed štajerskih literarnih poti srednjega veka, ki trenutno potekajo samo na avstrijskem Štajerskem, in predstavitve na nekaterih svetovnih turističnih borzah. Za letošnji oktober je v načrtu predstavitev v italijanskem Riminiju pod okriljem Spirit Slovenija.
V teh dneh praznovanja 850-letnice se obeta tudi koncert gregorijanskih koralov, nekaj umetniških razstav, poleg tega pa pričakujemo tudi, da bo Žička kartuzija v letu 2015 pridobila znak Evropske kulturne dediščine, za katerega se poteguje na pobudo Ministrstva za kulturo. Ta znak bi jo zagotovo postavil ob bok najprepoznavnejših spomenikov evropske zgodovine, kamor tudi sodi. Tudi sicer je v letošnjem letu veliko naše energije usmerjeno v promocijo in urejanje Žičke kartuzije, pri čemer sodelujemo z vsemi deležniki, ki kakorkoli soustvarjajo njeno vsebino. Skupaj smo izvedli kar 3 oziroma 4 celovite čistilne akcije na območju Kartuzije, pripravili paket doživeti, se povezali s sosednjimi termami pri promociji naših storitev in intenzivno tržimo tudi skupno stopnico za ogled Ksevta in Žičke kartuzije. V letošnjem letu smo izvedli že 3 študijske ture za hrvaške, srbske in slovenske novinarje. V prihodnjem tednu pa se v sodelovanju z gostilno Gastuž obeta še tura za kitajske novinarje. Od teh tur pa si seveda obetamo povečan obisk domačih in tujih gostov ter boljšo prepoznavnost v slovenskem in tujem prostoru. Skratka, naš zavod si intenzivno prizadeva, da bi tako Konjičani kot obiskovalci naših krajev začutili, da je v Konjicah res lepo in skupnimi močmi ustvarjamo tako domačinom kot turistom prijetno bivalno okolje, možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa in pa bogata kulturno-turistična doživetja. Hvala lepa. Tako da nadaljujemo z magistrom Francem Doverjem, direktorjem javnega komunalnega podjetja Slovenske Konjice. Kako iz mnogo dejavnosti in aktivnosti, ki jih v enem letnem obdobju naredimo, nekako prikazati tisto, kar je, bi rekel, najbolj bistveno, ker pridemo že do tega, da je skoraj bistveno že skoraj vse, karkoli počnemo. In v vsakem primeru je to tudi en del note osebne, ki je pač vsak daje na tem področju. Moram najprej reči to, da jaz imam Konjice rad in iz tega je vsa percepcija priprave, bi rekel, poročil in pa tudi aktivnosti, ki so tukaj notri zavedene, potem tudi nekako udejanjene. Vsaka fotografija, ki je prikazana na tem slajdu, je nekako del nekega trenutka, ki nas je, nekako nas povezuje, nekako nas nadgrajuje in prikazuje tisto, kar bogati naše vsakdanje življenje. Če rečemo, da se dogaja nekaj po trgu, da imamo pred cerkvijo vedno kakšne bogate stvari, da imamo kulturno in, bi rekel, grob na pokopališču Adelme von Vej, da lahko prikažem tudi to, da si nekateri že parkplac na pokopališču gor prisvajajo in da bo kar avto imeli tam, ko jih bomo enkrat pokopali nekje, ne? Da imamo eno čudovito maskoto na mostu, da se povezujemo, imamo igrišča za mlade, da imamo tudi stalagnite in stalaktite v naši občini. Morda veste, kje se to dogaja. Več kot 50 let v enem bunkerju na bazenu, kjer pač se voda zadržuje. Da imamo en taki skriti biser, ki verjamem, da ga še bomo udejanili in da imamo ogromno pozitivne energije, kar se tiče naših otrok, vsaj sled olimpijade, ki je bila pred kratkim na štadionu. In skoncentriral se bom nekako na 7 točk, ki bom zelo hitro pletel. Verjamem, da ne bom predolg in pa, da bom potem dal možnost tudi še kakšnem vprašanju. Seveda, vsak dan zemlje nas opomni in neki opomnik za naše delo. Karkoli smo v tistem letu naredili in kaj smo si začrtali. Seveda, nekaj nas je delalo, od najmlajših do starejših. Bistvena naloga, ki smo jo letos opravili, je uskladitev odlokov, kjer se moram še tukaj zahvaliti vsem strokovnim sodelavcem na občini in kako tudi svojim sodelavcem, da smo to v skladu z zakonodajo, ki je bila v preteklem letu sprejeta, tudi udejanili. Tam so določeni roki, ki so predpisovali, kaj vse je treba narediti v kakšnem času. Lahko rečem, da smo mi ena izmed redkih lokalnih skupnosti, ki smo se tega tudi držali. Seveda imamo tudi težave, ko mi nekdo reče, zakaj smo to naredili, če drugi niso, ne, ampak v vsakem primeru imamo s tem tudi določene prednosti in več časa za pripravo na težejše trenutke, ki še prihajajo. Leto 2015 do 2017 bodo zelo pomembne na področju komunalne infrastrukture, ker bo treba še veliko narediti. Tako smo na področju vodoskrbe, odvajanja in čiščenja komunalnih vod, ravnanje s surovinami in pa urejanje in vzdrževanje pokopališč pripravili odloke in tehnične pravilnike. Tam naj vas ne zbode nov izraz ravnanje s surovinami.
ravnanje z odpadki, ta izraz odpadek bo do leta 2020 izumrl, zaradi tega, ker odpadkov več ne bo. Po letu 2020 se bo vse razsortiralo, pomeni, da bomo imeli tisto, kaj bomo v gospodinjstvu pripravili, bo vse imelo svoj namen in bo šlo z ciljem čim manj odlaganja, da ne bo, bi rekel, dejansko potrebe in vplivov na okolje. Prav tako so bili po zaključku poslovnega leta 2013 pripravljeni elaborati, kateri so potrebni za izračun, kako uspešni smo, kako dobro smo planirali. Lahko rečemo, da smo bili znotraj 10%, kar pomeni, da so in bodo ostale v letošnjem letu cene na gospodarskih javnih službah nespremenjene. Trenutno, tisto, kaj sem že prej napovedal, kaj je najpomembnejše, je pa to, da potekajo aktivnosti za zmanjševanje izgub vode in pa povečanje zanesljivosti obratovanja omrežja. Urejanje baz podatkov na področju kanalizacijskega omrežja, svetovalni nadzor na terenu, to je za pravilno in ločeno zbiranje odpadkov, in pa urejanje javnih površin. Kar se tiče samega poslovanja našega podjetja, ocenjujem oziroma vem, da je stabilno, vendar potekajo procesi za nenehno izboljševanje s ciljem postati učinkovit servis vsem našim uporabnikom. In nekako, ker se temperature dvigajo, je pred nami tudi ta dogodek, pomeni otvoritev bazena. Lahko vam povem, da zadnje 3 tedna maksimalno delamo, to je od 3 do 6 ljudi na bazenu, ki ga pripravljamo, da bo v kondiciji. Danes je že čist nekaj drugih izgledov, tisto, kaj si župan videl takrat, ko sem te povabil na bazen, da bo v pravi kondiciji. Seveda bo letos pa nekaj novosti, vsaj kar se tiče oblikovanja cen in nekih aktivnosti. Odločili smo se na osnovi tega, kakšen obisk je bil predlani, kakšen obisk je bil lani. Če samo povem, da je bilo otrok 3600, odraslih 2000, pomeni okrog 5600 obiskov v celi sezoni v 54 dneh od 77 možnih. Pomeni poprečje okrog 105 obiskovalcev na dan, pomeni med tednom manj in konc tedna pa več. In iz tega je prišlo do tega, da smo cene znižali. Ja, prav ste slišali, znižali. Zakaj? Zato, ker skakalnica bo v celoti iz obratovanja, v naslednjem tednu jo bomo tako zaščitili, da se ne bo niti reševalci iz vode ne bojo mogli gor biti, iz razlogov, ker ni zgrajena v skladu z zakonodajo, ki velja na tem področju. Prav tako, zaradi znižanja cen dnevnih kart ne bo letos letnih kart. In zaradi tega, ker se bo tudi delovni čas nekoliko prilagajal obiskanosti. Gre pa tudi za to, da bomo dopoldanski mrtvi interval, ki je bilo v preteklih letih odprt bazen, to je med 9 in 11 uro, ko je bilo takrat odprto, bo sedaj zaprto za, bi rekel, tiste, ki bojo izrazili, vsaj lanskem letu jih je bilo kar nekaj, da bi si termin zakupili in takrat 2 ure odplavali aktivno, kakorkoli, in potem prepustili popoldanskem času za ostale obiskovalce. Vrata bazena bo letos odklenil gospod župan Miran Gorinšek, to je petek 20.6. ob 13. uri. Seveda, to je nekako tudi koncipirano zato, ker mislim, da je takrat tudi prvi ali zadnji šolski dan. Rekli smo, da letka je tista, ki bo za malo, bi rekel, starejše, pa naj bo bazen za mlajše in, bi rekel, tiste srednje starosti, da bo rekel, da ima vsak na svojem področju lahko kakšno aktivnost. Seveda, tisto, kar ne morem zagotoviti ta trenutek, ali bo vreme takšno, kot je danes, če bi bilo takšno vreme, bi bilo to odlično, v primeru dežja ali pa, bi rekel, v primeru slabega vremena, potem te otvoritve ne bo, se bo premaknala za kakšen dan oziroma se bomo prilagodili tem vremenom. Mi smo potrudili pripraviti še nekaj presenečenj, kar pomeni, lani je bila modna revija, letos bo malo več dogodkov v sodelovanju z Mladinskim centrom, še z enim od zunanjih partnerjev, bomo pripeljali par dogodkov, ki bodo fokusirani petek, sobota, nedelja, takrat ko tudi največja obiskanost. Seveda na tem mestu pa že sedaj naprošam vse obiskovalce bazena za upoštevanje kopališkega reda in želimo seveda veliko užitkov tako v kot tudi ob bazenu. Aktivnosti, ki so v zvezi z priključevanjem na kanalizacijo, je drugi segment.
Vsi naše stranke, več kot 800 gospodinstv je bilo v letošnjem letu obveščenih, prejeli so, bi rekel, tako pojasnila kot vse potrebna, bi rekel, obrazce, ki jih je treba pri tem izpolniti. Bistvo od teh 5 točk je to, kar je z rdečo nakazano. 3. točka je to, da se mora vsaka stranka, ki je v tem postopku, odločiti, kaj za greznico bo. Ali jo bo celoti sklopila, ali jo bo porabila za meteorne vode, ali pa meteorne vode in potem v ponikanje. In kar toplo svetujem je to, da po izvedbi teh aktivnosti naročijo, bi rekel, nadzor se strani javnega komunalnega podjetja, da bo nemoteno delovanje. V ta namen je bila tudi odprta konec marca letos infopisarna. Lahko rečemo, da se je v tem času, od 12. do 18. ure, že zvrstilo več kot 150 posameznikov, kjer smo jim dejansko predstavili vse možnosti konkretno za njihove probleme. Naredili smo v zadnjem obdobju okrog 40 predračunov in 10 takšnih, ki imamo že nekako, da bomo tudi to mi izvajali. Seveda smo pa malo naredili drugačen koncept. V preteklem obdobju, ko smo imeli dneve odprtih vrat, smo dobili občutek, da so bila dneve odprtih vrat namenjena za nas. Dneve odprtih vrat so namenjene za naše stranke. In glede na to, da tega odziva ni bilo, smo se mi letos odločili malček drugače. Tako, da bo javno komunalno podjetje očistilo črno odlagališče na Jerneju. Naše podjetje mora postati prepoznaven in vpliven gospodarski subjekt varovanja strokovnosti in javnega interesa. Zato smo se odločili za to akcijo in s tem bomo pripomogli k zmanjšanju enega od številnih divjih odlagališč v občini, zmanjšali vplive na okolje in podtalnico in pa zgled ostalim akterjem v občini. Desna fotografija je tista, ki je današnje stanje, kaj so ljudje nametali dejansko na tem lepem delu gozda in to bomo mi v petek posanirali. Zdaj upam, da nam bo tudi vreme drago. Če želimo ohraniti naravo, se je treba tudi za to malo izboriti in potruditi. Seveda vsakega posameznika pa odvisno, kako dolgo bomo to imeli. In kot podjetje smo tudi dejavni na naših, bi rekel, ob dejavnosti. To so tudi športne zadeve, kjer nekako želimo povečati motivacijo in delo naših zaposlenih. Na pravkar minuli komunalijadi v Celju 7.6. smo na delovnih igrah se predstavili, lahko rečem, da zelo v dobri luči. Izmed 56 komunal smo dosegli, za mene to odlično, perfektno 15. mesto, še posebej pri odvozu smeti 8. in pri aranžiranju cvetja 9. mesto, kjer je bilo velika, bi rekel, velika konkurenca. Lahko rečemo tukaj na levi strani zadnja posvetovanja in pa tista, bi rekel, pričakovanja, bi rekel, kaj se bo dogajalo, tole, kaj so bili naši fantje v akciji, tole pred aranžiranjem cvetja, nestrpnost in pa tale produkt, ki je bil ta šopek nekako ocenjen z 9. Pred nami so bili dejansko profesionalci, ki se s tem vsakodnevno ukvarjajo. In seveda za vse skupaj pa je bil en čas, ki nas je pač nekako najbolj tepel. Ja, takole, da grem počasi k koncu, takole izgleda naš tok življenja. Vse se začne pri neki meritvi, neka voda, ki pride na eni strani preko števca, se natoči, to se absorbira, gre skozi nas in pride na našo čistilno napravo in nekaj tudi na center za ravnanje z odpadki. In če bomo to v redu naredili, bo tudi tisto, kaj bo iz tega ven prišlo, bo nazaj prišlo pred tale števec. Mi moramo samo tole funkcijo čim bolj izboljšati. In namesto zaključka, če veš, kaj je prav, pa tega ne storiš, si strahopetec. In to je po Konfuciju izmed mnogo stoletij. In tega se bomo poskušali mi držati. Hvala lepa. Mi pa nadaljujemo z Tomažem Richteršičem, direktorjem stanovanjskega podjetja Slovenske Konjice. Kot vsako leto bodo tudi v letošnjem letu potrebe po vzdrževanju neprofitnih najemnih stanovanj, ki so v lasti občine, večje od zmožnosti, ki jih ima proračun. V lanskem letu je sicer proračun namenil precej sredstev in pokril vse potrebe, zato je toliko bolj razumljivo, da to letos ne bo zmogel. Zato imamo pač plan vzdrževanj prirejen in izvajamo samo zares nujna vzdrževanja teh neprofitnih stanovanj. Kar se tiče kurilne sezone v Kotlovnici, smo jo seveda uspešno zaključili. Izgube so bile približno 1% večje kot v lanskem letu. Žal je pa to posledica predvsem povprečno višjih zunanjih temperatur zraka.
Tudi zaradi tega bomo en dotrajen del toplovodnega omrežja na Mestnem trgu, okoli 100 metrov, v letošnjem letu poskušali zamenjati, in to v sklopu in obenem z priključevanjem objektov na čistilno napravo. Vsi veste, da bomo letos v Konjicah praktično vse več stanovanjske objekte priključili na čistilno napravo, tako da bomo to izkoristili tudi za prenovo toplovodnega omrežja. Sicer pa smo v letošnji kurilni sezoni prenovili tudi 2 kotlovnice za večstanovanjske objekte na Kajuhovi, sicer eno na lesne pelete, drugo na zemeljski plin. Na isti lokaciji bomo še v letošnjem letu prenovili še eno kotlovnico, prenavljamo tudi fasade na 3 blokih, tudi streho na enem bloku in za vse te investicije dobimo za etažne lastnike tudi subvencije ekosklada. Žal pa seveda glede na dano situacijo kratkoročno ne nameravamo nadaljevati tržne gradnje stanovanj, saj še nimamo vseh stanovanj prodanih po investiciji iz leta 2012. Sicer pa se glede na situacijo na trgu bavimo predvsem z zniževanjem stroškov, racionalizacijo poslovanja, pa seveda tudi z odkrivanjem novih tržnih priložnosti. Tako smo na primer pridobili licenco za izdelavo energetskih izkaznic, ki smo jih nekaj že tudi uspešno izdali. Pri svoji dejavnosti tudi čutimo prisotnost konkurence vse večjo, tako da poskušamo delo izvajati čim bolj strokovno, poslovno, za primerno ceno in zaradi prisotnosti konkurence na tem območju seveda širimo svojo dejavnost tudi izven območja občin, tudi na širšo okolico. In to precej uspešno. In na koncu verjamem, da bom sam s svojimi sodelavkami in sodelavci zadovoljil potrebe in pričakovanje vseh naših občanov. Mi pa nadaljujemo s športnimi aktivnostmi v naši občini in besedo predajam magistru MBA Mateju Šretlu, direktorju Zavoda za šport Slovenske Konjice. Hvala vam, en kup enega tenisita. Šlo pa se zato, ker povod za vzdrževanje atletske steze je bila atletska olimpijada. Kot veste, vsako leto v Konjicah se organizira, kjer osnovne šole nastopajo in tekmuje za prehodni pokal. Naloga Zavoda za šport je, da poskrbi za, bom rekel, dobre tekmovalne pogoje in letos smo se prvič konkretno lotili ureditve atletske steze na Dobravi, kjer smo odstranili star tenisit, pripeljali novega, uredili stezo in jo povaljali, na konci, da je bila steza, bom rekel, primerna za otroke in, koliko sem gledal po obiskanosti same atletske olimpijade, so bile tribune polne in kar se mene tiče z naše strani, tisti naš del je uspel, verjamem pa, da je uspel tudi del organizatorja. Poleg atletske steze se na Dobravi ukvarjamo tudi z nogometnim igriščem. Verjamem, da nekateri ste seznanjeni s tem, da je nogometni klub Dravinja letos neporažen v vseh kolih, edina ekipa v slovenski zgodovini, se mi zdi. In tako so šli, oziroma grejo v drugo ligo Slovenske nogometne lige in pogoj od zveze nogometne, da se dobi licence, je bila, da se uredi samo igrišče. Imeli smo problem z temi brežinami pred obema goloma in pa problem pač z travo in blatom. In ker pač Zavod za šport je, bom rekel, majhen zavod, nas je 6-7, oziroma 6 zaposlenih, je pač treba nekako znajti. Tu sodelujemo z Uniorjem, ki nam je prisluhnil, nam je pomagal pri sami opremi. Mi smo nabavili material in smo se lotili tega projekta na način, da smo odstranili travno rušo, nasipali mivko in pa položili travo, tako da v 2 dneh smo imeli od zemlje pa do trave, zelo velik poseg, no, delali smo 3 dni, ampak zelo velik efekt na koncu. Potem tu je potem končni rezultat takega projekta.
Kot veste, Zavod za šport skrbi tudi za steze v parku. Dostikrat se sprehajam po tej stezi zjutraj, ker pač gledam, kakšne zadeve se treba vzdrževati in vidim, da je zelo velik napredek, ker ti otroci, ki bi prej bili, ne vem, zunaj pa na štadionu, lahko zdaj šolsko vadbo izvajajo v samem parku, kjer kar se mene tiče, so pogoji zelo boljši, ker je zrak je boljši, otroci so na prostem, ni nobenega prometa in imajo ta del parka, kjer smo mi, kjer je šola pod goro, kjer je gimnazija, res dobro urejene pogoje. Pač vsako leto pač je treba izvajati razne zadeve z vodo in pa z drenažo, tako da so pogoji primerni, potem, bom rekel, vsako leto enaki. En taki projekt, ki smo ga se lotili, tako sem prej omenil, povezovanje z juniorjem, povezovanje z obema šolama, tu so nam prisluhnili tako gimnazija kot šola pod goro, kjer smo mi pač lepo uredili tole stezo za skok v daljino, na kar imamo problem z drenažo ob tej stezi in smo pač uredili še drenažo in pa nasipali mivko. En odprt projekt za letošnje leto, tudi fitness, po sliki vidimo, da je dotrajan, prihodnjem tednu pričnemo za sanacijo fitnessa, kar pomeni, da bomo zamenjali parket oziroma ga obnovili stene in pa potem obnovili in dokupili nove naprave. Športniki bodo lahko, vse tisti, ki uporabljajo dvorano, v septembru začeli tudi z uporabo fitnessa. En projekt v sklopu konjiških dni, ki ga je Miran pozabil, je otvoritev igrišča za odbojko na mivki in pa turnir v odbojki na mivki. Bi kar izkoristil tole priložnost in vas povabil, to je 27.6. Turnir bo strogo rekreativne narave, tudi Zavod za šport bo dal svojo ekipo, tako da veste, da nismo neki profesionalni športniki in bomo sodelovali, vabljeni tudi ostali zaposleni v zavodi, da prijavite na svojo ekipo. Boste pa ustrezno obveščeni preko lokalnih medijev, kako in kaj. Ni bilo pozabljeno, prepuščeno. Hvala. Omenil bi še za na koncu tudi, da kar se športa in poletja tiče, Zavod za šport sodeluje z Uniorjem in pa Kašem tudi pri organiziranju Uniorjega teka, ki bo 21.6. ob odprtju hotela Natura na Rogli. Kar se pa poslovnega vidika našega zavoda tiče, pa kot že tudi večkrat omenjeno, delamo na prenovi procesov v računovodskem servisu. Naslednjem tednu začnemo s testiranjem mnogo programa, kar verjamem, da se bo tudi naše stranke tukaj zelo razveselile tega. In imamo še plane za naprej, kar se mene tiče, po teh parih slikah ste videli, v parih mesecah se je kar nekaj dogajalo in še več se bo. To je bilo pa z naše strani. Hvala lepa. Kako smo se zdaj skupaj prehodili pot skozi konjiške dni, večje projekte mandata 2010-2014 in seveda tiste, ki se nam obetajo v prihodnje. Sedaj pa, kot že uvodoma napovedano, je z nami tudi sekretarka območnega združenja Rdečega križa Slovenske Konjice, gospa Renata Gabrovec. Bo spregovorila nekaj besed. Hvala za besedo. Ko sem prejela povabilo k sodelovanju pri konjiških dnevih, se mi je porodila ideja, ki ni čisto moja, pa vseeno. Ko so se pričele poplave oziroma ko se je izkazala razsežnost poplav v Bosni, Srbiji in na Hrvaškem, je bil odziv ljudi izjemen. Še nikoli v teh letih, kolikor delam na Rdečem križu, se ljudje niso tako masovno odzvali. Že sam podatek, da smo prepeljali v preteklih, pred 10 dnevi, 15 ton pomoči v Bosno, pove, da brez neke večje pobude, samo iz objav v medijih, da so se ljudje res odzvali. Vendar pomoč še vedno prihaja. In ker je konjiška občina pobratena s Kosjeričem v Srbiji, je gospod župan takrat dal pobudo, da se zbirajo finančna sredstva za občino Kosjerič. Moram reči, da posebnega odziva, ne vem kako velikega, ni bilo, kar je nekako za razumeti. Ljudje so se nekako iztrošili, ljudje so izčrpani, ljudje enostavno ne morejo več dajati, ampak še vedno pa nekako je v njih, da bi pa na nek način pomagali. In po
po spletni pošti je zakrožila pobuda, da bi ljudje prispevali res malenkost po svojih močeh v smislu ženska ženski. Mi smo pa rekli, pa bomo dali še pobudo za moški moškemu in pa otrok otroku. Se pravi, gremo v trgovino, gremo recimo kupiti v eno drogerijo pripomočke, ki bi jih kupile ženske sebi, kadar gremo v bolnico ali na morje, oziroma tisto, kar res potrebujemo. Se pravi, tekoče milo, zobna krtačka, ne vem, razne take drobne stvari, ki nam veliko pomenijo in brez katerih recimo na dopustu ali v bolnišnici ne moremo. Isto moški, brivski aparat, britvice, peno, deodorant, skratka, mala škatla od čevljev, kamor bi vsak po svojih močeh nabavil ta material in ga prinesel na Rdeči križ. 29. ko je ta večja prireditev na Starem trgu, bi pa tudi mi imeli postavljeno stojnico in kdor do tega trenutka ali pa do takrat ne bi uspel prinesti delček za naše pobratime v Kosjeriču, bi prinesli takrat na stojnico. Potem pa je na nas samo, da še organiziramo prevoz, da pridobimo sponzorski prevoz, kot smo ga uspeli pridobiti za Bosno in Hercegovino, in mislim, da bo tudi delček naše pobude in delček naše naloge, ki jo imamo kot humanitarno društvo Rdeči križ Slovenije, območno združenje Rdečega križa, dosegel svoj namen. Hvala lepa. Sedaj pa je beseda vaša, koliko želi še kdo postaviti kakšno vprašanje našim gostom, potem je sedaj pravi čas za to. Vkolikor ne, in vkolikor so gosti uspeli odgovoriti že na vsa vprašanja, pa nam seveda preostane samo še povabilo, da se dogodkov, ki bodo potekali v okviru knjiških dni, seveda v čim večji meri udeležite in da in o njih preko svojih peres in fotografij seznanjate tako lokalno okolje, kot tudi širši slovenski prostor. Tega bomo seveda zelo veseli. Vse skupaj pa sedaj prijazno vabimo, kot je že župan uvodoma povedal, na sprehod po obnovljenem Starem trgu, na poletno okrepčilo v dvorano Konjičanka, za katero od 18. aprila letos skrbi družina Fink, na čelu z gospod Nado Fink, kar nedvomno obeta prijetno, sproščeno in fokusno druženje v naslednjih minutah. Kaj ne rečem, naj se Konjiški dnevi 2014 začnejo.